Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci našega YouTube kanala oziroma podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba, nova epizoda iz zgodb zgodovine slovenskega alpinizma. Tokrat sem v Ljubljani pri gosteh pri Gregorju Kresalu, ki je bil v 90-ih letih med najvidnejšimi predstavniki generacije, ki je slovenski alpinizem popeljala v obdobje sodobnega slovenskega oziroma nasplošno kombiniranega dry tooling, pa tudi prostega plezanja v visokih stenah, alpskih stenah. Bil je med tistimi, ki so združevali težke tehnične, letne vzpone v gorah, pa kombinirane smeri v zimskih stenah, ledno plezanje in najtežje prosto plezalne smeri v alpskih stenah. Gregor je začel plezati sredi 80-ih let in se hitro uveljavil s številnimi preplezanimi smermi v Julijcih pa Kamniško-Savinjskih Alpah, seveda še kje drugje. V Loški steni je na primer s prvenstveno smerjo Mali Koritniški medved zaznamoval prehod iz klasičnega zimskega alpinizma v plezanje na nek način novih oziroma na nov način plezanja kombiniranih smeri, ker so cepini in dereze postali orodje za premagovanje skalnih odsekov. V tistih letih so bile zime še zime, torej zime prave razmere, optimalne tudi za ledno plezanje, zato je Gregor bil zelo aktiven tudi v lednem plezanju. V njegovem času oziroma z njegovo pomočjo je nastala serija zelo težkih prvenstvenih smeri oziroma slapov, ki so segale tudi do ocene 7-, kot so ribomanija, membrana in tako naprej. V naslednjih letih pa je bil Gregor med tistimi, ki so postavljali temelje dry toolinga pri nas, torej smeri, kot so Aqualung, Podstreha, VVZ, kaj je VVZ, upam, da bomo zvedeli, danes sodijo med prelomnice našega plezanja, saj so dvigale nivo ocen 8 oziroma M8, M9 in potem v bistvu na nek način vse do prve M11 in tako naprej, ki je nastala ne v naših stenah ali pa pri nas, ampak čez. Bomo, upam, da zvedeli. Leta 1995 je skupaj z Mihom Kajzeljem opravil tudi prvi prosti vzpon v znameniti smeri Obraz sfinge. Smo že v naših serijah o njej govorili tudi z v bistvu akterjem prvega vzpona Petrom Ščetininom. Torej, sfinga, Obraz sfinge je do tedaj veljala za vrhunec tehničnega plezanja pri nas. Gregor in Miha sta jo preplezala prosto. 30 let je minilo ne dolgo nazaj, le nekaj dni nazaj. Gregor je vzpone plezal tudi v športno-plezalnih, torej športne plezalne smeri v kratkih plezališčih do 8B. Ali je bilo to prej ali potem, ali je bilo to kot trening za, ne vem, sfingo in tako naprej, bomo o tem še zvedeli. Sodeloval je na številnih odpravah v Ande, v Himalajo, Karakorum, na Svalbard, Novo Zelandijo, Južno Afriko. Skupaj je opravil preko 700 plezalnih vzponov oziroma preplezal toliko smeri, od tega je 130 prvenstvenih. Njegov prispevek za alpinizem pri nas, za družbo, ki to udejanja, pa ni zgolj v bistvu v kontekstu preplezanih prvenstvenih smeri in tako naprej, ampak v bistvu je tudi drugačen. S knjigo Zimski vzponi in med drugim sodelovanjem pri filmu Sfinga je pustil zelo pomembno sled tudi pri dokumentiranju obdobja, ki ga je torej sooblikoval. Torej, danes bomo zvedeli pogovoru z njim. Gregor, lepo pozdravljen, ne? Po tem mojem malo daljšem uvodu, hvala še enkrat za sprejem tukaj, za to, da si pripravljen z mano, z nami deliti tvojo plezalno pot, ki sodi v našo serijo Stebri slovenskega alpinizma. Torej, danes upamo, da bomo zvedeli, torej, kje so bili tvoji začetki, kakšni so bili, pa kako je šla potem ta pot od najtežjih
kombiniranih linij, pa kako bi si razumel sploh to alpinistično ustvarjalnost in tako naprej. Začniva s prvim vprašanjem, ki je klasičen, ker v bistvu se vse nekoč nekje začne. Kje se je začelo, torej kdaj si začel plezati, kje, kateri odsek, mogoče tudi kdo je bil takrat vodja šole in kaj v bistvu te je sploh prineslo v te vode, v te kroge? Hvala, Peter, za povabilo v tale tvoj vlog session serijo. Leta 1984 sem začel s tem malo bolj resno, kar je pomenilo 1984, da sem zaključil osnovno šolo. Hodili smo v hribe veliko, ker sem imel pač jaz vedno višek energije doma, starši niso vedeli, kako bomo to skompenzirali in smo našli hribe in smo hodili v hribe leta in leta, celo osnovno šolo. Vmes sem treniral, ko zmešam tudi gimnastiko, bil sem precej močen, gibčen, vse mogoče, smučanje, podobne stvari. In potem so se znašle v mojih rokah te znamenite večne alpinistične knjige, kot Moje gore Valterja Bonatija, Gora za golega človeka Pierra Mezoja in tako naprej. In mislim, da se je v roku, ne bom rekel, če enega meseca, po mojem manj, v meni, v moji glavi zamajalo in edina možna pot naprej iz teh naših hribovskih popotovanj, plezanj na Grintovce, na skute, ki so bili blazno nevarni, je bilo to, da gremo še v nekaj drugega, da gremo v malo večje navpičnice, v malo druge naklone, ker tiste zgodbe so pustile res neizmerne pečate v tistih mojih mladih možganih takrat, ne. Kaj so ljudje res vse bili sposobni, če so si zadali nek določen cilj, če so imeli voljo in, kot je pri alpinizmu vedno, ne, tudi malo sreče. Ne. Leto 1988 sem končal srednjo šolo, vmes se je zgodilo ogromno, praktično vse tisto, kar me je potem zaznamovalo za naslednjih 30 let, bi rekel. Ne. Od prvega poskušanja, kako skala sploh izgleda, če jo primeš z malo drugačnimi očmi kot planinec, do prve plezalne smeri, do prvih težjih turnih smukov, vzponov na 4000-ake in podobno. Ne. Sem imel pa en tak nenapisan hec v svoji glavi v tistih letih. Ne. Jaz sem bil že član mladinskega odseka planinskega društva Matica, ne, takrat. In tam je bilo veliko ljudi, ki so hodili v jame, zelo dobro smučali, nekateri tudi zelo dobro plezali. Ampak so me nagovarjali, zakaj pa ne greš na AO, ne, zakaj ne greš na alpinistični odsek, saj si že toliko močen. Ne, jaz moram najprej nabrati tisto svojo piramido, kilometrino, potem bom pa šel. Ne. In sem dolgo časa vztrajal na mladinskem odseku, potem se šele prepisal na alpinistični odsek AO Matica, ker v moji glavi je bilo, če jaz ne bom deklarirano splezal vsaj 7 minus, potem nimam na alpinističnem odseku kaj delati. Ne. Ko sem prišel potem z svojo bero 7 minus smeri iz plezalnih vrtcev na alpinistični odsek, so rekli, wow, kje si se pa ti vzel. Ne? Ampak meni se je zdelo, da moram iti počasi. In tudi še tista naslednja leta, recimo 3., 4. letnik srednje šole, ko sem začenjal že posegati po malo daljših 500-metrskih šesticah, 6+ in takih smereh, so se večinoma odvijale tako, da nisem želel iti naprej v najtežje raztežaje, ker sem rekel, da rabim kilometrino, potem bom pa že. In sem imel vedno pač nekega soplezalca s sabo, ki je odtegnil tiste ta težje šestice naprej. Jaz sem pa rekel, ko jih bom 20 takih naredil, potem bom začel lahko plezati naprej. Neko tako nepisano pravilo sem imel, ki so se mi ljudje smejali, ampak se mi je zdelo, da mi je kar pomagalo potem, če gledam za nazaj, v kasnejših letih tega, da moraš biti precej časa, precej močno prizemljen, da te prehitro ne odnese. Se spomniš čisto prve alpinistične smeri? Ja, seveda se jo spomnim. Absolutno se jo spomnim. Povabljen sem bil strani Uroša Konavalja, da bi posneli nek mladinski izobraževalni film v Bavšici. Ne, saj tam tečaj za mladinske vodnike še vedno
potekajo. Sem rekel, seveda bom šel v prvem letniku srednje šole. Resno sem se spogledoval že s skalami, kar nekaj preplezal v Črnem kalu in podobnih plezališčih, takrat jih še ni bilo toliko. In tam kot drugi povabljeni je bil pa Gorazd Rimšek, kasnejši moj prvi soplezalec, pravi tudi iz Matice, tudi iz mladinskega odseka. In sva na prosti dan, ko nismo snemali tistih petljan vozlov in podobnega, šla v severo-zahodni greben Pihavcev nad dolino Obale in tam splezala eno novo smer. To je bila moja prva smer, je bila prvenstvena smer. In tudi moja druga smer je bila prvenstvena smer, ki sva prav tako v istem tednu z Gorazdom splezala pač nekje drugje nad Bovcem, v Wimbledon supergah, gladkih, strme trave, značilne za bovške konce. Strah me je bilo, da težko to opišem, ampak ravno nekaj tednov nazaj sva s Petrom Podgornikom, ki ureja to spletišče, Primorske stene, urisala to mojo smer iz leta 1985 v tiste njegove skice in je rekel, wow, nisem vedel, da je res že kdaj po tistih strmih travah dolezl gor, čeprav je bilo dejansko strani Gorazda tisto cenjeno kot 5+. Takrat. Lepo. Hotel sem te vprašati v naslednjem vprašanju, torej, če si zapomnil, ali pa če ti je ostal najbolj v spominu, kak je vzpon od teh iz prvega obdobja, to je že vsekakor en tak dogodek, torej prva prvenstvena smer, imaš še kako tako zgodbo, čisto iz začetka, ko... Prvi 4000-ak, Breithorn, vse skupaj nič, tam se da smuča dol, sankat, ok, ne bom zdaj želil, ampak zelo enostavna gora, ampak višina, čist drugačno obnašanje telesa, dolga tura, prečili smo, spali tam na nekem bivaku, nismo vedeli, a bomo najdli nazaj ali karkoli, sami neizkušeni planinci, in pa morda en, ki ga res velikokrat omenim, prečenje grebena Mišelj vrh, Mišeljski konec na Hribarice v zelo, zelo mrzli zimi, enkrat v prvi polovici 80-ih let, zelo sem takrat videl, da alpinizem pa ni trte mrte. Ko te zebe, te lahko hitro zebe preveč. In ko te zebe preveč, delaš napake, delaš neumnosti, se ne obnašaš več tako. In čeprav v bistvu vzponi po težavnosti nič posebnega, ampak so mi kar malo navili ušesa in sem začel zelo v drugo smer razmišljati. Se pravi, varnost mora biti vedno na prvem mestu. Ne samo to, da bomo hitri, lahko se nekomu nekaj zatakne, pa ga boš moral tudi ti čakati. In če pri tebi ne bo vse počlihtano, tako mora biti, boš tudi ti potegnil takrat. Je iz te generacije, ko si začenjal plezati, pa si imel tam, rečemo, soplezalce na šoli in tako naprej, postal kdo bolj tvoj reden soplezalec, je ostal kdo del časa v, rečemo, plezanju? Kdo so bili tvoji prvi soplezalci? Ja, že omenjeni Gorazd Rimšek, na katerega sem stavil vedno vse konje, človek, za katerega bi mislil, da se mu v življenju ne more nič zgoditi. In to je bil tudi eden največjih šokov v mojem plezalskem življenju nasploh, ko se je Gorazd ponesrečil med poskusom zimskega plezanja v Svinji. V Jugovem Grabnu, nek zelo nedolžen plaz je končal njegovo pot. Pot mojega prvega pravega soplezalca, res dobrega kolega, človeka, za katerega sem mislil, da res obvlada stvari v nulu. In to je pa totalno zamajalo tiste moje temelje. Jaz potem, ko sem to slišal, da se je zgodilo v ponedeljek zjutraj, sem 3 tedne ostal brez glasu. Nisem mogel govoriti. Totalen šok je bil. Prej sem govoril o tem, kako so tisti skoraj da nepomembni vzponi zelo vplivali na to, kako sem se loteval vseh naslednjih. To je bil pa tisti res tak zelo grenak udarec v glavo, ko je bilo treba pa res se usesti dol in se za mesec, 2 odmakniti od gora in razmisliti, če je to res možno, Madonca, potem je res treba vsako sekundo, kadar si v gorah, v hudih stenah, kjerkoli, paziti. Pot, hrib, stena, smer, nova, prvenstvena, se konča doma
v vroči banji, nič prej. Imel sem še nekaj drugih soplezalcev iz začetka poti, omenil bi mogoče Tomaža Willenparta, on je bil takrat predsednik planinskega alpinističnega odseka Matice, zdaj je predsednik našega društva. Zelo zanimiv možakar je bil to takrat, samo malo starejši od mene. Videl je nek potencial in si je prav načrtno jemal čas, da sva šibala po hribih. Večinoma so bile to seveda klasike. JLA, Zajeda, Šit, Steber Grintovca, Dolški Škrbinje, Karjamnik, Trikote, Dolgen Hrb in podobne, ampak s tem sem jaz naberal tisto svojo nujno potrebno kilometrino, za katero sem vedel, da jo rabim, da bom potem lahko nekoč začel, tisto, ki sem že prej omenil v začetku, sam plezati naprej tudi težke raztežaje. Ja, hvala, ker si omenil v bistvu Tomaža. Tomaž kot predsednik planinskega društva Ljubljana Matice je neke vrste simpatizer našega projekta Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma podpornik, ne, tako da se mu tukaj tudi lepo zahvaljujemo. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Vzorniki, ko začenjaš, bereš knjige ali gledaš filme, ne, danes seveda naši mladci, ki začenjajo, imajo Janjo in seveda spremljajo tako in drugače prek telefončkov, takrat tega seveda ni bilo, več ali manj se je bralo, ne, torej, kako si in kdo so bili tvoji vzorniki, kako si jih izbiral in kdo so bili, ne vem, tvoji vzorniki, trije? Veš, Peter, težko bi sploh rekel vzorniki, ker to so bili ljudje, katerih knjige sem bral, so bili na nekem popolnoma drugem nivoju, ne. Seveda kot mlad škorc razmišljaš, ja, saj to bi bilo pa fajn nekoč iti v Ande, fajn bi bilo iti nekoč v Himalajo in podobno, ampak da bi se primerjal ali pa ga vzel za vzornika človeka, kot je bil Walter Bonatti in podobno, Pierre Mézot ali pa Lionel Terray, ne vem. Te knjige so bile ponatisnjene tolikokrat in tolikokrat, prebrane tolikokrat, zgodbe so nore. Težko bi rekel, sigurno so me pa na nek način začenjale oblikovati. Enega močnejših pritiskov na te moje mlade, še na pol prazne možgane je imela gotovo Mahkotova Svinga knjiga, ne. Zlasti tisti del o giljotini, ne. Aha, se pravi, tudi naši delajo take stvari. Aha, wow, koliko let je hodil gor. Wow, kakšni ruzaki, veliki in tako naprej. In Svinga me je zelo premaknila, ne. 84. sem začel hoditi na mladinski odsek. Šrauf je bil takrat vedno neka siva eminenca našega kluba. Videvali smo se pozdravili, da bo stopil Šraufu in ga govoril, pa mu rekel, jaz sem ne, ni prišlo do tega. In glede na njegove zgodbe, tudi tiste malo bolj smešne, ker Šrauf je bil znan po tem, da je znal včasih zelo sočno izraziti kakšno stvar, ko ni šlo, so začele prihajati nekako do zadaj in bi lahko rekel, da je bil neke vrste mini idol. Nisem se predstavljal, da bom kdaj živel življenje alpinista podobno kot on, ampak moraš biti res usekan. Jaz sem bil usekan, morda dokler nisem začel plezati v drugih smereh, ampak vedel sem, kaj to pomeni biti usekan in se mi je zdelo to fajn. Ker Šrauf je res posebljal enega, kako so bliže tisti skandinavski troli, enega totalen, ki mi nič ni nemogoče, ne. In se mi je to zdelo fajn. V kasnejših letih, ko sem že bil precej bolj noter, se mi je zdela blazno fajn filozofija Igorja Škamperleta. Jaz sem to njegovo, ne, njihovo smer, primorsko v Votlem vrhu, Znamenje v poti, jo znam na pamet, od grifa do grifa, samo po njegovih opisih. Enkrat sem se ga lotil in ga poklical, nekako sem dobil njegovo številko in sem rekel, poslušaj, jaz bi rad šel to po zimi splezati, dajva se dobiti, ker ti si tako kot nekako moj en tak mal vzornik. In se dobiva in potem ugotovijo, da je celo moj nek daljni bratranec, ne. In se mi je zdelo blazno zanimivo in se velikokrat slišva,
In nikoli nisem uresničil tiste zimske ponovitve v Votnem vrhu. To me boš sigurno vprašal. Ja, kasneje, sem kaj takoj je pomislil še na to. In to je ta stvar, ne? Ena ali prvenstvena v direktnem delu, tam se je sicer ogromen del stene odlomil, žal v Votnem vrhu, ali pa neka varianta ali zimska ponovitev znamenja v poti. Če bom še kdaj prišel v neko fajn formo, potem bo to verjetno to. Odlično. Ja, Igor je res fajn, ja. Ja, in linija tam oziroma ta stena. Ja, ti konci očitno so ti kar precej namenjeni, ali kako že. Prišli še bomo do tega naprej, ker zdaj, če stopimo par korakov oziroma par let naprej, ne, zdaj smo bili na tem tvojem uvodnem začetnem delu, ampak že čez par let je tvoje ime povezano z precej hudimi smermi, od Julijcev do Kamniško-Savinjskih Alp v Šitah, pa potem s Humarjem že imaš težke zadeve. Erzenik je na nek način tvoja stena, nekoliko 100 smeri. 100-krat si plezal v Erzeniku. Velikokrat sem bil gor, pa sem se opekel. Erzenik, tudi ko ga poznaš že zelo dobro, ti še vedno zna prirediti dobrodošlico. Zdaj po tem zadnjem velikem podoru izpred nekaj let, pa ne vem, če bi se še odpravljal kaj tja. Preplezal sem not ogromno smeri, točnega števila ne vem, bil sem pa za neke svoje določene prvenstvene projekte tam zelo velikokrat, tako da skupaj sem sigurno šel vsaj 110-krat, 115-krat v to steno, ki je res nekaj posebnega, čeprav si jo lastijo Kamničani. Ampak jaz v eni določeni točki tega svojega alpinističnega razpona sem udaril skupaj s Tomažem Humarjem, skozi sva hodila skupaj okoli, vedno sva se pogovarjala samo o Erzeniku in skoraj o ničemer drugem. On ga je imel tudi blazno rad, ker je imel neko posebno dušo, ta hrib, vse ima še vedno. On ga je čutil malo drugače, jaz malo drugače. Nikoli nisva plezala v Erzeniku skupaj, ampak oba dva pa kar naprej. Tako da smo imela vedno neskončno tem, sva lahko odpirala o tem Erzeniku in se o tem pogovarjala, ker tista skala res zahteva, to ni običajna skala, niti slovenska običajna skala, ki je bistveno slabša od dolomitske ali karkoli, ampak je nekaj čisto posebnega. Tam zgleda od spodaj malo zeleno, malo rumeno, misliš, vse bo šlo, ne bo šlo. Ne, če si ne boš zrihtal varovanja, če boš spodrsnil, greste vsi dol, ker tudi štant ni v redu. Se je treba lotiti drugače. In nekako so bili te vsa moja plezanja v Erzeniku so bile neke vrste meditacije, kjer si se res moral maksimalno izklopiti vse in samo racijo. Tako. Naslednje 2 metra, puf. Zdaj imamo pa tukaj eno malo jerebiko, mogoče pa lahko dam malo prusika, mogoče bo pa držal malo za psiho in tako naprej. Zelo zanimiva stena. Ena mojih najljubših sten mojega alpinizma, poleg Loške stene in včasih, preden so ga zamaltali, Šans na Ljubljanskem gradu. Šanse smo imeli radi in groza je bila, ko so nam tiste grifeke zafugirali. Ja, tako. S Tomažem si v bistvu Humarjem precej plezal Štruci, naprimer Jagenčki, to je ena taka zanimiva, ampak to je tehnična smer. Ja. Takrat še je tehnika nekaj pomenila, poskušali smo seveda brez svedrovcev. Tomaž Humar je bil v sošolcu od mojega zelo dobrega kolega. Enkrat je rekel tale moj prijatelj Matej, en bo šel še z nama v Dožanovo sotesko. Sako, pa pleza? Ne, malo bo gledal. In potem plezamo in to je bil Tomaž Humar, ki je šel z nama v Dožanovo sotesko gledati, kako se pleza. In mu je bilo to všeč. Kmalu potem smo šli v JLA služiti, oba dva midva z Matejem in tudi Tomaž. In kmalu potem, ko smo šli iz JLA, sem jaz v znamenitih alpinističnih novicah v Delu v ponedeljek bral Tomaž Humar, je soliral v torek tega in tega rumeno zajedo v Koglu, pa Kamniško, pa ne vem katero še, eno ta tretjo Sraka, kjero že ne. Pa skličem tega mojega prijatelja. Je to na ta isti Tomaž, ki je šel takrat z nama gledati, kako izgleda plezanje? Pravi, ja. On je potem celo vojsko razmišljal, kako to izgleda in se je čisto našel in je zdaj padel not.
In je bilo blazno zanimivo, nekako sem dobil to njegovo Tomaževo številko takrat in smo se slišali in potem najprej sva bila kao ljubljanski kamniški odsek, ni čist hotel. Pa smo pa videli, da imamo podobne hece in sva kar nekaj let precej veliko skupaj plezala. Podobno razmišljanje sem imela o plezanju, dokler on ni šel popolnoma drugam kot jaz. Z svojo sponi in z stvarmi, ki jaz mogoče nisem nikoli niti jih želel delati. Mali koritniški medved, torej v Bauhu plezate skupaj. Pa Miha Kajzel bom še vprašal kasneje, kaj več o njem. To je bila v bistvu taka zanimiva, močna naveza za tisti čas, predvsem pa je na nek način to smer, ki je kar ena prelomnica, torej sama Loška stena, linija in to kombinacija vsega tega, kar preneseš, ali preneseš, ali ste že tulali prej ali ne, ampak časovnica, to je 93. ne? 94. je nastal Mali koritniški medved in ga še nismo zdaj tulali. Smo še malo stehničarili, takrat so v Ameriki že plezali prve svoje osmice, Jeff Lowe in podobno. No to, tako, ja. Ampak meni je bilo vedno najbolj zanimivo iskati nove linije. V naših gorah je bilo res ogromno novih linij in zakaj zdaj se tle noben ne zakadi, se to zgleda kot super kolar, to zgleda kot tisti žlebovi tam v Broilarju gor, levo od vrha Mont Blana, ki so pač najbolj znane smeri ledne v Evropi, mi jo imamo pa tlele, Jaz sem hodil gor na Mangartsko sedlo z velikim objektivom, posnel si to v neki navpični panorami, sestavil doma, si povečal na 3 metre in sva s Tomažem se nalepila na steno, se rekel, tole je vse top, to moramo mi nujno iti, In potem se par dni nismo slišali, jaz sem se z Miho Kajzeljem zmenil, gremo in prav, Miha pa, veš, da bo ful lažje, če še en pol vzati v ruzak, ta tret vleče, dajmo še Tomaža poklicati. In ga jaz pokličem, pravim, bo glih sem na enem dimniku, tlele barvam gor, kdaj bi pa šli, se kot imaš čez pol ure, moraš biti ready. Mu pa hitro pobarval in je bil, čez pol ure sva videl kamnik, on je pobarval, ni bilo čisto dobro, skočil v avto in smo šli. Ja, in še večkrat si bil pol, v Bauhu, Na ta način smo večkrat šli, da smo humorja snili z kakšne strehe, ki jo je. V Bauh sem pa zelo rad hodil, ker mi je Loška stena res toliko je odmaknjeno, toliko zgleda nenavadno zaradi tistih strmih trav, ki misliš, da se boš sprehodil čez njih, potem pa prideš tja in vidiš, da po domače rečeno nimaš za burek. In več posnemovalcev ste pol kmalu dobili, Tadej Golob, vem, da se zaljubi tudi v to steno, kot so bili bojevniki in druge zadeve. Je nekaj o tem, predvsem je verjetno bil način plezanja, ki je omogočala vaši generaciji očitno všeč, oziroma... Nekoč so bili bojevniki, imela že ime prej, je bila veliki koritniški medved, samo mi je Tadej z maknim pred nosom. Vsaka čast, zahtevna smer. Nisem pač se pravočasno spravil tja not. Ampak ta štos, da se da v slovenskih gorah po zimi v takih razmerah splezati tako hudo smer, je bil res velik preobrat. Ker jaz sem vedno rad iskal nove in nove. Ja, okej, greš splezati v Triglav 1, 2, 3, ampak v redu. Poglej, tle je še frej. Mogoče so pa kakšne nore poči, kjer se bo dal neverjetno dobro plezati. Kdaj ste pa začeli razmišljati, da plezate v bistvu s cepini, tako kot se zdaj pleza, in ne tako kot je, ne vem, še za časa Frančka, da ko je bila skala, se je preobul plezalke, naprimer ledenka, tisti del, on lepo popleza v plezalkah in potem spet dereze gor, cepini, se to niso cepini, to so stroji, se je takrat, kak bajle, tako smo rekli temu. Kdaj pridete na to idejo oziroma poskušate čim več na ta način, torej... Zelo hitro po Malem koritniškem medvedu sem jaz na vsak način poskušal priti do čim več informacij o tem plezanju. Po revijah Climbing, Rock and Ice se je že to kar pojavljalo, veliko nekih člankov o tem, kako to Američani visijo po strojih, pa tudi vmes so seveda omenjali Škote, ki so to delali že zelo dolgo časa, v tistih svojih full razmerah.
In sem naročil en kupenih videokaset, če ta velikih VHS iz Kanade in ZDA, in potem sem povabil Premrla in Anderleta k meni domov in smo to gledali. Kako zdaj to delajo po previsih s temi cepini. In potem se ni eno leto zgodilo nič, leta 97 se nam je pa zmešalo, ne. Ko smo dejansko ugotovili, zakaj gre. Da je to lažje, bolj enostavno in da lahko plezaš zadeve, previse in strehe take, za katere si nikoli nisi sploh mogel predstavljati, da jih bo možno po zimi splezati. Ja, seveda, mislim, takrat je tudi ta ledno plezalni boom, ki pa seveda led do neke mere omogoča, pol pa je, ali ga ni več in je skala in je spet kakšna sveča naprej, ali pa preprosto težavnost, eno je varnost, ki jo daje, ampak več kot, ne vem, 90 in potem kakšne rahli previse, ki pač tega v ledu ni, ne, verjetno pa vam takrat, ki iščete izzive, predstavlja dry tooling, torej to, ne, pa res eno novo komponento v... Dry tool je iz nekih kosov ledu naredil smer, ne. Včasih si na vrhu ledu nehal, potem si pa lahko nadaljeval iz leda v led naprej do konca ledu in potem še po snežišču 300 metrov do vrha. In je bila to res zelo celostna tura, kar naenkrat. Prej si pa slab zaključil pod streho. Ja, točno to, ja. Ne, sej tudi kasneje, zlasti če se na naše obrneva, ne, Klemen Premrlov je v Kanadi, v Ameriki zlezel svašta. To mora biti res zelo posebna lokacija, ne. Tale Helkimer Falls. Ja, to so pa zdaj čisto druge dimenzije, seveda. Ampak tak isti štos sem jaz že 20 let nazaj v planu s Slapom Peričnik, ne. Smo se že dogovarjali, ker je to naravni rezervat, ali kako že tisto, kako bomo tisti peščenjak navrtali neke dolge svedre, pa jih potem pozimi našli z detektorjem kovin not in vse. Ampak jaz sem takrat potem začel že malo spuščati tisti nivo in ni prišel do tega. Ampak Peričnik je ena od teh stvari, kjer lahko našo ledno stopnjo dvignemo pri nas, na 10. Tako, to je res, ja. Zelo nevarno, zlasti ker ne vem, kako urediti varovanje. Vse sveče porezati, čisto v vrhove sveč, tam, ki so prilepljeni v skalo, dati vijake ali pa potem že poleti ali prej nekaj zavrtati, pa nikomur povedati. Ja. Ampak ko ste začeli potem z dry toolingom, v bistvu vam je bilo jasno, da postavljate temelje nove discipline. Ja. Kako se vam je pa to zdelo? Nekaj v bistvu res čisto novega? Zelo zanimivo. Tako, zelo powerful je bilo vse skupaj. Zelo močno je vleklo naprej, ker bi gnala neka res nora lokomotiva, ne. V športnem plezanju je bilo teh stopenj že kar veliko, ne. Praktično nisi več, če si ful treniral, nisi več mogel najtežje stopnje splezati, ne. Ja. Tle se je pa videlo, da bo stvar šla naprej. Tle se je pa točno videlo. Če bomo še malo pošutali, bo še to. Potem je lahko še malo bolj strmo, potem so že skoki, potem je karkoli. In se je videlo, da bo šla naprej zadeva in skoraj dejansko v realnem času je potem tudi šla naprej, ne. Iz stopnje, ne vem, šli smo iz 97, iz 7 na 8, na 9, potem smo leta 91 že na, leta 2000 že na 10, 11 in tako dalje. Ja. Sej potem se stvar isto kot v športnem plezanju. Plafon dosežeš. Se malo ustavi. Mnogo smeri ni imelo ponovitev in vedno rabiš nekoga, da pride, da ti odpre oči, ali prav, čak, to je pa premalo ceno, to je pa preveč in tako naprej. Vse to se je potem v naslednjih letih vse dogajalo. Zgodili se je tudi še nekaj drugega, ne, meni se je to zelo fržmagalo, ne, po domače povedano, dry tooling sam se postajal namen. Ni bilo več pomembno zlest, povezati kose ledu s snegalni, ampak ne, zdaj pa gremo polet avgusta v eno luknjo, pa to, ja, seveda, trening je v redu, ampak jaz temu nikoli nisem rekel smer in nikamor ne bi objavil, ne nič, ampak
ja, stvari grejo po svoje, saj ni vse v tvojih močeh, kako boš ti to reguliral. Ne? Ampak tle se mi je mal zapožmagalno, res po domače rečeno. Ja, seveda, ker je bila logika, kako slab oziroma linijo podaljšati, povezati z pač vmesnimi odstavki skale. Ne? Pač verjetno je zaradi tega ste želeli dvigniti, ne? Torej ne pa samo kot samo pač. Madraj tuli kot tak, to je poenostavil plezanje, da govorijo recimo samo o centralnih Alpah, v granitu, to je poenostavil zadevo, ti ni jasno. Point, po poči gor in na koncu daš cepin v poč in je to štand. In ni trte mrtevec, samo gas in pride gor in naprej po poči, granit je trd, kamorkoli zahaklaš. Mi smo pač imeli, imamo to smolo ali pa to srečo, da imamo ta apnenc, kjer se moraš obnašati še veliko bolj previdno, da ne zlomiš. Tudi v našem apnencu se da to zelo, ko ti res skoči nekaj, ne v rit, udariš, pa ga razkolješ, pa pade not, pa zagrabi. Med kakšne koščke travice. In je zelo na glavo obrnjeno celotno to alpinistično zgodbo, to plezanje s pomočjo Madraj Tulinga. Veliko hitrejše je bilo, veliko bolj enostavno je bilo, veliko manj tistega norega zmrzovanja in nohtanja in vsega, ko si dal dol pa prijel. Zakaj za vraga, če lahko s cepinom nasloni? Samo moraš imeti potem roko čisto primerne. Bil si v bistvu pa tudi protagonist, lahko rečemo, zlate dobe slovenskega lednega plezanja. Torej, poslušalci, ne, govorimo o sredi 90-ih let, takrat je bil še led, ne, zdaj je ta res smola vsega, kar se dogaja, ampak takrat, v bistvu, to je ta višek, ne, tudi kar se oceni in vsega tega. Do leta 2000 se je poplezalo najbolj take markantne linije, najtežje smeri, ne. In ti si bil v bistvu tu takrat zraven, zelo, ne, rečemo, med tistimi glavnimi protagonisti lednega plezanja. Zelo veliko se je splezalo že do leta, jaz sem leta 1994 izdal prvo tisto knjigo v samozaložbi, kjer mi je spet Tomaž Vilenpark ful pomagal, da so mi tisto sfinancirali, ledni vzponi Julijske Alpe. Zakaj sem se sploh lotil tega? Veš, ne, 87, kdaj so Škamperle pa Mezgec pa to izdali tisti prvi. Ja, tako, Ljudje so plezali samo tisto, kar je bilo tam. Ja, tako, seveda. Zime so bile pa hude, mislim, res, se tudi danes še kakšna zima najde. Sam, tamle imate, vse je še nesplezan. Vedno so bili poročila iz vzponov v Tamarju, pod Češko. Ja, pa Logarska je malo bila, tako. Logarska tam ob cesti, pa potem tamle pod Presojnikom. Tako. In zato sem se lotil jaz te knjige, a lahko se peljete še kje. Ta knjiga je potem ratala res velikanski projekt z lednimi vzponi, ko sem prestopil pri založništvu k Siddharti, Janezu Skoku, ki je razumel, kaj delam in me je maksimalno podpiral. In smo to stvar razširili res v prafaktorje, bom rekel. Jaz sem 7 let zbiral podatke in pisal to stvar. Ne. Lahko pa napovem zdajle, da smo že zelo blizu končno prenovljeni ponovni izdaji zimskih vzponov, ki pa ne bo žal še za to sezono išlo, ker jo bomo speglali do konca, kar pomeni naslednje leto. Takle cajt bi bilo fajn, če bi bila vzune. Ja, tako. Zelo debela stvar bo to bo na nek način zate zanimivo. Tam je vsa zgodovina res je, slovenskega lednega plezanja noter. Ne? Ampak da se vrnem malo nazaj, ne, Svetičič je Kacen Poha zlezel že, ne vem, preden smo mi sploh začeli. Dobro, pa Čeca že itak prej, ne, in tako naprej, ja. Ampak to so bili res totalni ekstremi. In Kacen Poh in Čeca, to res ne veš, kaj je dogajalo Povšnarju, da je šel takrat v Čeco. S tistim znanjem, s tistimi bajlami, res, cajones, ne, velike. Ja, ampak tudi težko je bilo, ne, mislim, to je moglo navijati noro. Ja. Pa cajones gor ali dol, ko, ja. Roka mora zdržati, ja. Točno to. Ja, potem se je pa sreč tudi s tem, ko smo se začenjali paščke zavračati in tako dejansko nekaterim ljudem je to malo na začetku delalo preglavice,
se je pa dejansko izkazalo, da si bistveno bolj mobilen. Ti kar naenkrat si se sprehajal, prej si imel pa ni šel ven, pa ni šel ven, potem je pa tle začel. In dejansko si gotovo, da je ful enostavno brez teh paščkov, da imaš popolno svobodo in popoln nadzor nad svojo močjo, ne, in svojim gibanjem po vertikalah. Moj glavni štos je pa bil vsaj 10 let, jaz sem na sezono naredil vsaj 3000 km po Sloveniji, da sem samo opazoval, a so že razmere, a niso razmere, a so razmere, a niso razmere. Včasih šel spodaj udaril, ne, pretoplo je, gremo nazaj, čez 4 dni spet provat. Da so ratali ta najbolj zoprni vzponi, recimo direktni stop Tise, pa to, ker je vse skupaj en cuk, ampak tiste ti ne sme podreti. Pa strmo je, težko je, nevarno. In pač to me je zelo drive, zelo me je peljalo naprej, da sem iskal take stvari, ki so bile komajda še preplezljive, a si mi hotel preplezati varno. Marsikatera od teh že zelo dolgo ni zmrzljena. Ampak ta knjiga, ta nova, o kateri sva ravno govorila, bo izdana ravno zato, ker mogoče pa bo. Ja, tako, odlično. Prej sva že omenjala Humarja, ne, pa Miho Kajzela, katerega še bova, pa Pavleta Kozjeka, Gradišnika, Miškoviča. To so bili, mislim, jih pogosto zasledimo ob tebi, ne, še koga, seveda. Kako pa je bilo plezati z njimi, se družiti? Ste bili tekmeci, ste se spodbujali, ta vaša plezalna takrat zgodba, sodelovanje? Ma se mi zdi, ko si rekel tekmeci, da smo tekmovali samo v plezališčih. Tam je verjetno res bila vedno neka tekma. Dej za tega, nisi imel, premalo si šutal. V gorah je bilo to samo nadgradnja en drugega. En drugemu čim bolj prideti nasprot. Nisem imel nikoli nobenih težav. Tudi potem, ko mi je že nekaj uspelo, je Pavle Kozjek recimo sam prišel do mene. Šrauf naj je s Tomažem Humarjem sam povabil, če sem mu pridružba na prvi odpravi. In tako naprej. Ne, če si nekaj dal od sebe, ko so potem taki ljudje prišli do tebe, ne bom se zdaj do njega nazaj vračal z nekim popolnim respektom. Ne, smo postali buddy, totalni. Ne. S Pavletom sva se družila v zunaj, hodila okoli, šla na pivo, kar nekaj ali se pogovarjala, magar ne o plezanju in je to potem res bilo popolnoma drugače. Vseh teh malo, morda 500 plezalcev sem jaz v 20 letih takih ključnih. Ne. Ja, vse. Matevž Gradišek, Dejan Miškovič. Se to pravi, več ali manj se ti sukajo okrog. Ne. So bili moji buddy, smo šli lahko ven in se pogovarjali o ničemer, o vremenu, o Ljubljanci, o tem, kdaj bodo tisto cesto tam odprli. In to je bilo zelo pomembno, ker to se je v hribih videlo. Ne. Takim ljudem zaupaš na čist nek drug način, ker tudi oni so mi med temi našimi izhodi po mestu ali nekimi srečanji zaupali določene stvari in gledaš drugače na tazga človeka in mu bistveno bolj se lahko potem, takrat, ko gre za res, predaš tist, zdaj sem pa jaz na tvoji vrvi. Ne. Nisem nikoli želel imeti veliko soplezalcev, prav nisem jih želel imeti, ker sem vedel, da to ni enostavno mogoče. Imeti veliko dobrih badijev. Ampak se mi jih je nabralo, teh 5, ki sem jim res zaupal in ki smo se imeli fino, krasno. Ja, in z marsikom od njih si bil tudi na odpravah. Odprav se je kar nabralo, ne, preko 20. Sem gledal Himalaja, Karakorum, Andi, ne. Prej sem že našteval Svalbard, Južna Afrika, Nova Zelandija in tako naprej. Katera odprava ti je ostala najbolj v spominu? Prva gotovo, ena najbolj zahtevnih, moj Andi s Pavletom Kozjekom leta 1993. Mislim pa, da je bolj užgala še po moji glavi odprava naslednje leto. Ravno tako je Šrauf s Humarjem povabil na Ganeš 5. Priplezal sem do 2 cuga pod vrhom, nisem bil na vrhu, ampak tam spet ena velika preokretnica, ne, o tem, koliko moraš biti res zoprn, do kere mere se splača riskirati, pa da potem eventualno profitiraš, če profitiraš in kdaj je dober reči Bobu Bob. Ko ti bereš neke
neka poročila odprav v koncu leta v American Alpine žurnalu ali pa kjerkoli že, IWTU, ki je bila včasih japonska. Ja, ta je pa prišel do kje, ja, ampak nikjer ne piše, da sem imel zlomljena rebra, da smo imeli težave s čevlji, da je potem kolega moral vzeti moje višinske čevlje, ki je svoje pozabil. To se nikjer ampak to tudi ne bom nikomu razlagal, ampak zgodbe so blazno kompleksne, ni kar neki, ne. In Ganesh je bil zelo, zelo zahtevna stvar, ker je šel delal z minimalnimi sredstvi, ker smo šli na džihad res. Gas. 3000 iz baze do vrha, on si je steno ogledal jesen, spomlad, mi smo bili tam jesen, popolnoma drugačen štos, visok za znoret. Tisti greben, kjer ne bi se mi sprehajali, je bil špičast, ker ste vodičev in tako naprej in tako naprej. In mi dva prvič v Himalaji in to so bili od solza smeha, ne, in sreče do solza besa. Vse živo je bilo in bi rekel, da je bila to verjetno psihološko in fizično najtežja odprava, ker je bila prva himalajska in res čisto posebna. Pa še jaz sem moral imeti vlogo zdravnika tam. Da ne govorim, kaj vse sem moral tem revežem našim nešačom narediti, da se jim tiste rane niso ujele, ker nismo imeli denarja za zdravnika. Ja. Si bil pa tudi friko, ne? Torej športno plezanje ti je tudi vzelo precej fokusa. Do 8B si celo svoje, torej prvenstvene športno plezalne 8B smeri. Je bilo to potem na nek način trening, je bil namenski trening, si plezal zato, ker je pač frikanje fajn, ali prav z namenom za to, da potem, ne vem, dvigaš svoj nivo prostih vzponov v alpskih stenah? V začetnih letih je bil sigurno trening za hribe. Se pravi, ojačati prste. Ampak tudi v vrtcih takrat nismo plezali več kot 7+. Ne. Kasneje so bili pa vrtci in te domače plezalne štosi, bordi in umetne stene res izključno za smeri, ki so imele zelo težke detajle v nekih posameznih raztežajih, kot recimo obraz svinge. Ne. Zdaj, da bi se s samim frikanjem po vrtcih pripravljal za Himalajo, je brez veze govoriti. Seveda se malo razgibaš, imaš se fajn, malo pozabiš na tisto, kar te čaka čez en mesec, ko boš prišel v vadni tabor, ampak frikanje ni ravno neka huda priprava za Himalajo, ker morda ne boš niti stopni 4+ pogledal, te bo pa zvil od višine ali pa od strahu ali pa od česarkoli drugega. Ampak kombinacija vsega tega je bila meni fajn, meni je bilo vedno fajn turno smučati, narediti kakšen alpinistični smuk, tehnično plezati včasih, dokler nismo tega popolnoma opustili ledno. Meni je bilo to vedno fajn, da si lahko v različnih štosih se znajdu. Tudi, ker sem pred leti predlagal pri nas na AO Matica, da bi imel neko posebno predavanje o tehničnem plezanju. To nobenega več ne zanima, to je samo še free. Nič kot ne razumete, ne? V visoki steni, v visokih gorah te lahko napere, te lahko nasneži, lahko zmrzneš. In če imaš ti, ne vem, eno uponko 10 pobrušenih klinov v nulo, ne, jih boš lahko zabijal v zelo tanke poči in se morda rešil en cuk čez rob stene in se stopil po snežišču v dolino. Če tega ne boš znal narediti, če tega ne boš znal varno zabiti, prijet čez, boš moral morda 1500 metrov upzajlati nazaj po steni dol. Kaj se bo v tem času zgodilo, ne vem. Ne? Iz tega naslova. Ne? Potem so začeli razmišljati, v bistvu to je bilo pa res fino. Ne? Iz neke čist druge potrebe je fajn, da ljudje to znajo, ker klin se da zabiti na 1001 način. Ne? Tudi kako ga ti pripraviš doma, ti ga lahko nabrušaš tako, da se boš urezal vanga. To so s Tomažem delala z Rženik. In si ga samo naslonil v sigo, ker si videl, da je nekoč bilo počeno, pa je potem se apnen začel taliti in si razbil tisto sigo in je prijel not, 1-2 mm, ampak ravno toliko, da si ti
prišel do naslednje luknjice, kjer je pa prijel malo bolj. Ne? In na tak način, ne, z nekim določenim višjim nivojem znanja se lahko rešiš iz neke situacije. Ne? Bravo, res je. Zdaj gremo na naslednje vprašanje, ki je ne srčika tega najinega pogovora, ampak je aktualno, ne, ker smo nedavno obeležili 30 let prelomnega spona, torej tebe in Mihe Kajzela v obrazu sfinge. Torej najtežja tehnična smer, ali pa najbolj znana, najbolj in sploh tehnična smer, ki je potem preplezana v nekem drugem obdobju na fraj. O tem smo se že pogovarjali, pa marsikje si že v bistvu rekel, da to sploh ni bil neki fokus ali pa neki strašen projekt desetletja ali pa generacije, ne? Ampak da se je zgodil dokaj tako mimo grede. Kako je zadeva? Zelo mimo grede, imaš prav, zelo mimo grede. Vsi smo nekako vedeli za ta obraz in da tam bo zelo težko. In da je velika streha in da varovanje ni glih in sploh. In to sem enkrat napisal, tisto našo znano revijo Grif, ti jo sigurno poznaš. Ja, sem bral to, ja, zdaj. Tako je točno izgledalo ta zadeva. Odpravila sva se, skočila sva v avto, Miha to v rdečo katro in se odpeljala proti Loški steni, kam pa drugam. Tam smo najraje plezali. In nekaj smo morali še kolegu v Kranju vzeti. In se tam ustavimo in on nama vrže kost. Pa kaj spet ta Loška stena vaša, pejte v obraz sfinge, frikat. Ok, se poslovimo in potem je bilo z Kranja do Mojstranje še kar nekaj kilometrov. Miha, ideja pa ni tako slaba. In sva šla, ne? In sva cel dan visela noter v tisti poči, jaz sem se zvil zapestje, videla sva, da se da. To je bilo noro. Videla sva, da se da. In potem smo res počakali mesec pa pol, da se tisto zapestje popravilo. Doma sva si točno zmerila na umetni prizadnji steni pod istim naklonom grife in sva delala tiste ta ključne 4 gibe, pam. In potem sva šla čez en mesec pa pol 8. oktobra še enkrat gor in splezala. In občutek je bil res par dni nazaj, 8. oktobra na 30. sem napisal, nikoli več se ni ponovil ta občutek popolne evforije in čiste blaženosti. Nikoli. Pa so bile odprave bolj zahtevne, bolj nevarne, psihološko in fizično bolj zahtevne. Ampak tle je pa to res bilo tako nenavadno močno. Ne? Midva sva bila prvič gor sred poletja, potem sva pa to splezala šele oktobra. Jaz sem res čakal na uno roko, vedel sem, da se. Ne morem se dvigati, sem se dvigal sam z levo. In potem, ko sem se začel še 100, so bili te treningi krat 10. Itak, če bi moral samo še en teden del trenirati, bi potem vse skupaj stran padlo. Ne? In ko je to uspelo, ko nam je to uspelo, je bilo čisto neverjetno. Ne? Jaz takrat na vrh Miha to rekel, zdaj pa tudi če letos ne splezam nič več, drugega nima veze, ali pa drug let tudi če ne. To je bilo zanimivo, ker je ves čas nad tem vzponom visela ta neverjetna zgodba te Antejeve sfinge in te najtežje tehnične smeri železne dobe našega alpinizma. In cela ta zgodba s tisto giljotino in s tistim, ki sem že ko mali bral, in potem prideš in ti uspe nekaj tazga. Fokus na je bil zelo močan takrat. Ne? Ampak to uspe je res težko reči, kaj se ti sploh dogaja v glavi. Ja, absolutno. Tudi odziv, mislim, vse v zvezi s tem, pa seveda ocenila ste jo na 8A, ne? Torej tudi taka magična ocena in tako naprej. Kaj pa odzivi? Ne? To, ko sem pol bral Grife, ne? Torej preberemo tvoje poročilo v Grifu, ne? In potem se zgodi, da, ne, to je ta ljubljansko-mariborska zgodba, ne, pustimo Olimpijo, Maribor in tako naprej. Pa dva Štajerca, ne, torej Andrej Grmovšek in Marko Lukić naredita prvo ponovitev, ne, in zbijeta, ne, na 7C plus. 8A je 9 plus 10 minus, to je bilo pa pol zdaj 9 plus. Jaz nisem skočil do stropa zaradi tega, ker ocene so zelo subjektivne. Tudi drugi vzpon ne more
dati neke realnosti. Lahko ga dajo potem šele tretji, četrti, peti ali karkoli. Jaz sem v tistem letu, ko sem splezal obraz Sfinge, prosto nizal 8 ali eno z drugim, jaz vem, koliko je bilo meni to težko. Jaz sem takrat celo rekel, že bom raje še malo bolj realno nadol, zato da ne bo kdo rekel, da karkoli pretiravam. Ne. Če se je pa vedno tudi teža tega prvega, ko nekdo nekaj prvikrat je vedno drugače. Čeprav začel sem pol malo striči z ušesi, ko smo snemali film nekaj let kasneje, pa pol sem jaz še za potrebe enega svojega fotografiranja hodil not in se spuščal v to streho, tam ni bilo čisto vse točno tako, kot je bilo takrat, ko mi z Mihatom, ne, ampak je tisti grifov bilo malo več. Zdaj, kdaj je kakšen od tistih kvadratkov padel ven, pa omogočil potem nekaj. Jaz vem, da sem imel 2 izredno dolga, na meji mojih sposobnosti, giba. Zdaj pa ni bilo treba, ne? Zdaj si imel pa vmes še nekaj. In potem so fantje čez nekaj let rekli, zdaj se pa en grif odlomil, zdaj je pa res 8. Ne, jaz sem rekel, zdaj se je samo vrnilo nazaj na tisti normalni nivo. Jaz sem prepričan, da je 8 to bilo že v štartu. Ne morem se zmotiti. Miha je tudi splezal 8. Seveda pa tako sem prej rekel. To je subjektivno in jaz temu ne bi posvečal. Res preveč. Vsakmu, ki spleza obraz Sfinge, prosto čestitam, še danes, čeprav to ni več najtežja smer, je pa ta cuk čez streho je tako legendaren in bo vedno legendaren ostal, da vsakmu, ki pride tam čez, mu dam roko. Vem, da se bo komu še kaj odlomil, pa bo imel naslednji malo večjo luknjo, potem se bo pa še tisto odlomil, pa bo imel spet malo manjšo, ampak nismo tle not. Nismo zbijali sem na sem, ampak gibljamo se tle not. To so naše gore. To je štos tega plezanja in res ne posvečam temu toliko zelo veliko pozornosti. 700 smeri, 130 prvenstvenih. Če bi med njimi zdaj mogel izbrati eno, ki ti največ pomeni, je to obraz Sfinge? Ja, obraz Sfinge. Sigurno me je najbolj zaznamoval, najbolj z mano spi, najbolj z mano živi. So pa še neki vzponi, ki so mi, kljub temu, da niso blazno težavni, izredno blizu, ki so bili narejeni res tako puf ad hoc naenkrat. Prvo prosto ponovitev 4. stoletja v Šitah, prvenstvena bitka za neznano v Loški steni v Bauhu. Neka moja nora ideja, Miha, greš? Ja, pa grem, puf. In smer, ki ima 15 cugov težjih od 6+, ne, prvi ponovljalci so bivakirali not. Krasne stvari, ki ne posegajo v neke nore, visoke stopnje, ki tudi to ni več. Danes grem z veseljem plezati smeri, ki imajo štante navrtane, so lahko tudi zelo dolge, niso težje od 7 in se imam vrhunsko dobro. Torej, Sfinga te na nek način najbolj zaznamuje, ne? Kaj pa smer, če lahko samo eno določiš, celostno, fizično in psihično najtežja za tebe, torej, da je bila najtežja, da ti je bilo najtežje v njej? Najbolj nevarna je bila smer Jože k Vrzeniku. Plezanje brez Svedrovca v tistem velikem stropu. Tisto je bilo daleč najbolj nevarno. Kakršnakoli napaka tam bi končala to, da bi padel dol na tla na glavo. Fiziološko sem bruhal žolč edin na Ganešu s Tomažem Humorjem, skupaj sva ga v izmeničnih curkih, ko smo se vračali z prvega neuspešnega poskusa dol. Tudi samo 2 cuga pod vrhom. Ker misliš, da ti bojo oči počle. Bilo je pa še nekaj zelo živčnih stvari, tudi plezanje sestop po najni slovenski smeri v vzhodni steni Čehreraha s Pavletom Kozjakom. Pavle je očitno mene imel za večjo raketo, takrat in je začel sestopati, ampak to je sestop, ki šel ti z Grintovca v Kamenško Bistrico, so imela midva sam do ledenika. Po tistih snežnih rorih, ki se morajo, so značilni te žlebovi. Jaz po 6 urah nisem več vedel, kje sem, kvaj gor, kvaj dol, saj je dosti strmo, ki s to hudiš. Pavle se dol, pejče, padel, jaz sem na prvi pravi čak, jaz sem malo zadihati. Je bilo tako zelo živčno.
Veliko je bilo pa tudi krasno čudovitih smeri, kjer smo se orank namatrali, pa nas ni bilo nič strah, niti nismo bili živčni. Samo morali smo se fizično potruditi. Prej si že nakazal smer, gora, stena, ki ti ni bila usvojena, pa si želiš ali pa si želel, da bi jo preplezal, pa pač. Ja, velikokrat sem bil v spodaj pod tole severovzhodno steno Votlega vrha z Zumbatom, z Jankom Prešnikom sva nesla opremo gor, dvakrat ogromno opreme pod steno in potem se je zgodilo vse živo, on je odšel in tega ni bilo in potem sva pozabila na tisto. In potem, ko sva se že začela pogovarjati, da bi izlezla tisto direktissimo levo od znamenja v poti, sem dobil sliko od enega prijatelja iz Loga pod Mangartom, cel del tiste stene fali, manjka, kot bi ga en odrezal ven. In Zumba se pa ni dal motiti, pošla pa po levi. Kaj pa če bi mogoče res za začetek naredilo vsaj zimsko ponovitev znamenja v poti, ki bi mogoče ne, tudi rek. In potem ni nikoli nastalo nič iz tega. Kadarkoli se vidva v Ospu z Zumbatom, se pogovarjava samo o tej stvari, o ničemer drugem. Ker pomeni, da tudi njemu se zelo močno zapisal ta projekt v podzavest. Mogoče bo pa kdo zdaj od poslušalcev dobil dobro idejo za... Je pa še ena stvar za poslušalce morda, ker jaz mislim, da se ne bom spravil več na ta nivo. Malo levo od Delovske v Šitah imam sicer na precej nerazno navrtan en projekt čez veliko streho med rečva 8B in 8C. Treba ga bo gor še malo podaljšati min Butne skale pa naprej v Kambič Ribarovič do vrha Šit. Ampak to je vrhunski freeclimberski, alpski projekt za naše gore. Wow. Super. Kogar zanima, naj se mi javi, pa točno povem, kje ta zadeva je. Plezal si poleti, po zimi, v ledu, dry tool, na fraj. V katerem od teh stilov lahko izpostaviš enega, da rečeš, tu pa sem se najbolj fajn počutil. To je bilo pa čisto moje. Frikanje malo pod mejo sposobnosti, ko te odpira, veš, poznaš to, ko te odpira, pa še gre, ni bilo vedno vrhunsko. In raztežaj, te skozi te odpira, ampak skozi veš, da boš, to se mi je zdelo noro dobro. Drugače pa dry tooling sigurno je me najbolj zaznamoval, zarezal najglobji kanjon v dojemanje tega, kako se lahko spretno pozimi v zelo norih ledenih razmerah tudi lahko giblješ po gorah. Ne? Super. Danes, v bistvu, koliko časa? Od 85, ne? Torej ja. Na nek način, ja. Ne? Torej 40 let aktivnega plezanja. Si še v bistvu aktiven? Ja, se pravim, plezam res bolj ko ne smeri, ki imajo not Svedrovce. Sem pa najdel eno krasno knjigo, kjer so najdaljše navrtane smeri v Evropi noter, ne? Najdaljša ima 55 raztežajev, pa tudi ni klin ravno na 5 metrov, je bolj na 8 do 10, tako da moraš že tudi malo vedeti. Ja. In mi je vrhunsko hoditi tle po Avstriji, Švici, Italiji in plezati, ne vem, eno, dve take smeri na leto, 500, 900, 1200 metrske, in se mi zdi noro. Ker lahko potem imam to kamero, uno kamero, dronček, vse, in delam tisto, kar nikoli pravzaprav nisem mogel, še vse to pokažem, kako se imamo dobro. Ne? No, in to je naslednje, zadnje vprašanje, ne? Omenil si dron, pa kamera in to naprej, torej dokumentiraš zadnje čase. Slišali smo že, da se pripravlja nova knjiga, ne? Torej zimski sponi so res tisti temeljno delo na nek način, kar se plezanja tovrstnega tiče, in ti si avtor oziroma pokrivaš zadnjih 30 let že to swinga, film, torej filmska produkcija. Kaj ti pomeni v bistvu to pisanje, dokumentiranje, slikanje, ne? Torej fotografiranje, v tem si velik, kaj ti to pomeni? Ogromno. Peter, vedno več in več. Vedno so sloveli.
alpinisti in plezalci potem, da so dobro znali obračati besedo. Ne vem, če jo še vedno tako dobro znajo obračati, marsikaj še vedno vidim dobro napisanega. So pa časi drugačni, časi so hitri, slika pove za 1000 besed, ne. In absolutno mi je izziv ultimativen snemati stvari, ki smo jih počeli, ali če so zdaj kot neke retrospektive za nazaj, ali če so to neke čisto izmišljene zgodbe. Ker je v času te umetne inteligence, če znaš neko realno zgodbo, hribovsko, gorsko, himalajsko, ne vem, karakorumsko, predstaviti dobro, ne, kot rečva, psihološki thriller, kar doskrat te odprave so, ne. Potem jaz mislim, da se nimaš česa bati, da ne bi ljudje tega znali ceniti, razumeti, pa marsikdo iz vseh teh pripovedi, filmov ali fotografij tudi kaj pametnega ven potegnete. Ja, pa še ena pomembna stvar je, ne, torej pisanja, snemanja, zadeva ostane, ne. To je tisto tudi, kar ostane za nekoga čez nekaj časa in to je v bistvu tudi namen teh naših pogovorov, da v bistvu vaše zgodbe, mogoče ne zapisane v nekih knjigah ali pa ne vse zapisane v nekih knjigah, na koncu ostanejo čez 10 let, 20, ko bo, ne, rečemo v kakem arhivu, kdo poslušal te zadeve, pa bo rekel, to, ne. Sigurno moraš vedeti, da stvari, ki jih alpinisti pišejo, niso kar samo beleženje nekih faktov in nekih vzponov. Zgodbe, ki so zapisane v alpinističnih knjigah, imajo huda ozadja, ne, in travme, in psihološke napore, fizične napore, da ne govorim še o čemkoli drugem, ne. In zato so včasih tako dobro napisane, ker so tako ekstremne, ker si moral skočiti iz svoje kože, ker si moral pogledati popolnoma izven okvirjev, da si prišel na vrh in potem na drug način spet nekako skočiti izza okvirja in še to napisati, da so ljudje razumeli tako, vsaj približno, kot si ti to doživljal, ne. In veselje mi je pisati, veliko pišem že celo življenje, poskušam pisati kratke stvari, čim bolj razumljive, vsega tega, kar sem se naučil v svojih šolah v ZDA glede scenaristike in tako, da je to čim bolj taf. Da ko napišem 10 stavkov, da štekaš celo zgodbo. Filmi so pa potem samo še velika nadgradnja vsega tega. Velik izziv, žal pri nas tako malo denarja. In k sreči vzunaj veliko zanimanja tudi za naše zgodbe slovenske. Ja, to je dobro slišati, ker imamo kaj za pokazati ali pa za povezati. Jaz upam, da smo midva, prepričan sem, da smo bila jasna, ne, nismo bila tako zelo kratka, bila smo pa jasna in te zgodbe tvoje so bile krasne, odlične. Se ti zahvaljujem za tvoje pripravljenost deliti jih z nami, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, vas pa seveda lepo pozdravljam. Želim vam vse dobro in srečno, kot je v navadi. Gregor, hvala. Hvala za povabilo, Peter. Srečno. Srečno.